Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci. Kot najbrž veste, po statistiki živi z demenco v Sloveniji več kot 40 tisoč ljudi. Lahko se ta številka zdi sorazmerno majhna, ampak moramo jo vedno, pravzaprav, ko o demenci govorimo, pomnožiti z nekajkrat. Bolezen prizadene bližnje svojce, sodelavce, v kakšnih primerih prijatelje, tako da lahko rečemo, da je v stiku z demenco več kot 100 tisoč ljudi, verjetno nekaj 100 tisoč ljudi v Sloveniji. Zato seveda govorimo o bolezni, pa govorimo tudi o družbenem problemu. Zdravniki smo dobesedno navdušeni, ravno kar sva se to pogovarjala s profesor Pirtoškem nad tem, da tudi tukaj znanost napreduje in da počasi prihajajo zdravila, ki tudi pri demenci dejansko naredijo razliko. Po izkušnjah na področju drugih bolezni, ki so bile pred desetletji smrtna obsodba, danes pa so kronična bolezen, lahko to upravičeno pričakujemo tudi pri demenci. Seveda pri demenci ne gre samo za bolezen možgan, za bolnika, gre za njegovo socialno situacijo, psihološko podporo, podporo družinam, skratka za vse to, kar se mora v družbi spremeniti, dogajati, zato da lahko bolnikom z demenco, tudi če bodo živeli dlje in bodo živeli bolje, pomagamo. Lahko rečemo, da je demenca neke vrste lakmusov papir, ki meri zrelost družbe, da pomaga šibkejšim članom družbe, pogosto ljudem, ki so družbi v določenem trenutku, v določeni dobi življenja veliko dali, sedaj pa sami potrebujejo pomoč. Zdravniška zbornica podpira različne aktivnosti na področju obravnave bolnikov in družin, svojcev z demenco. Tudi v stavbi imamo demenci prijazno točko. Vabim pravzaprav vse prebivalce Slovenije, da se v mesecu septembru zamislijo nad to boleznijo in jo sprejmejo kot del dolgožive družbe, ki prinaša seveda trpljenje ljudem in družinam, ampak včasih tudi kaj lepega. Hvala lepa. Hvala. Kot rečeno, novinarske konference ne bi bilo brez spominčice, zato besedo z veseljem predajam gospe Štefani Zobec, predsednici Zdravnišnice. Ja, dober dan. Jaz se zahvaljujem, da nam Zdravniška zbornica nudi možnost, da na tak dan imamo tiskovno konferenco tukaj. Dobro sodelujemo že veliko let. No, september je svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, že od 1994, to je bila pobuda Svetovne Alzheimer organizacije. In še vedno tudi Evropska organizacija je glavni namen in pomen v septembru in tudi skozi celo leto ozaveščanje, zmanjševanje stigme. To je neverjetno, da je to še vedno prisotno in to povzroča velike probleme in težave, da pridejo osebe z demenco pozno do diagnoze in pozno grejo k zdravniku. Vse veste, da ima vsak četrti samo diagnozo. No in zelo nas žalosti, ko slišimo, da sredi Ljubljane človek, ki je mlajši kot 60 let, je več kot 5 let ni bil pri zdravniku, ker so doma bili problemi, vsi so videli, da je nekaj z njim narobe, nobeden pa ni pomislil, da ima demenco in je prišel 58 let star z močno napredovalno demenco šele do zdravnika, ko se več pravzaprav ne more tako dobro pomagati. No, ker je pa novo zdravilo v zraku in prihaja tudi v Sloveniji, je posebej poudarek na ozaveščanju, da zapazimo bolnike z demenco v zgodnji fazi, kajti zdravila pomagajo najbolj takrat. No. Ob tem pa lahko omenim, da je z nami tudi Tomaž Gržinič, ki ga nekateri že poznate, ima diagnozo že 8 let, je naš član, je ambasador za demenco prvi v Sloveniji, tudi je nastopal na evropskih konferencah in on je primer, kako če imaš demenco, če imaš podporo od družine, od družbe, od prijateljev in od spominčice, lahko aktivno še dolgo let živiš. Zato je tudi danes z nami in smo veseli. Zdaj se je preselil v dom Fužine in vam lahko pove, kako
živi tam. No, spominčica itak ima vse polno raznih aktivnosti. Ena od pomembnejših, da ne bom vseh naštevala, so demenci prijazne točke, ki jih imamo že okrog 500. Tudi pri nas je čakalna vrsta, da odpiramo točke. V Ribnici jih bomo odprli v začetku oktobra 5 naenkrat. V Novem mestu smo pred poletjem junija odprli 8 demenci prijaznih točk v enem dnevu od bolnice naprej. Tako da smo to zelo aktivni, no lahko tudi povem, da je to naš inovativen pristop. Da smo ta model predstavili na svetovni Alzheimer konferenci, na evropski, in tudi WHO je omenil kot inovativno, tako da imamo tudi mi nekaj svojega novega. Ampak smo veseli, da tako različne organizacije se nam pridružujejo. Najbolj pomembne so nam seveda zdravstveni domovi, lekarne, pa tudi knjižnice, policija, trgovine, kajti demenca je problem povsod. No, te demenci prijazne točke pa smo zdaj v zadnjih 2 letih tudi nadgradili. Imamo celovita oskrba demence v lokalnem okolju, kjer z župani, vedno morajo biti župani zraven, da so pokrovitelji in da tečejo stvari kontinuirano naprej. Ustanavljamo odbore, 5 najbolj aktivnih ljudi iz tistega okolja, en je predstavnik župana, en je predstavnik zdravstvenega doma, pa še ostali, ki so aktivni. Skratka, da organiziramo v tem okolju 4, 5, 6 dogodkov skozi leto in pomembno je, da se vključujejo ljudje iz lokalnega okolja, kajti samo na tak način lahko pomagamo osebam z demenco in družinam, da ostanejo čim dalj časa vključene v družbo in da imajo podporo. Ker ob podpori so tudi stroški dosti manjši in je to najcenejši in tudi najbolj dostojanstven način pristopa do reševanja teh problemov. No, in na koncu bi še omenila seveda, da dolgotrajna oskrba, nas tudi ves čas jo spremljamo in smo tudi sodelujemo z ministrstvom, kajti vedno poudarjamo in bomo še naprej poudarjali, kako pomembno je, da osebe z demenco, ki jih je več kot 90% živi doma, pravzaprav nimajo nobene podpore, skoraj nobene, in kako pomembno je, da se jih prepozna, ker pogosto so do zdaj bile neprepoznane in ostale brez vsega, tako da bomo tukaj vedno aktivno sodelovali in da pride vedno ena in ista oseba k njim domov, kajti oni se ne morejo privaditi na nove ljudi in se jih ustrašijo. In še tukaj bi na koncu omenila, da imamo 2. oktobra v Cankarjevem domu v okviru festivala za 3. življenjsko obdobje okroglo mizo dolgotrajna oskrba, kjer imamo kar nekaj zanimivih panelistov, tako da vas vabim na konferenco. In da ne pozabim, da imamo 18. sprehod za spomin pred Narodno galerijo pod okriljem župana in sprehod do mestne hiše in nazaj. Nova spominčica pa izide čez 2 dni. Tako da to. Hvala toliko za zdaj. Najlepša hvala. Obe predsednici sta že omenili nova zdravila, več o njih pa bo povedal profesor dr. Zdendan Krtušek z Nevrološke klinike in katedre Nevrološke fakultete. Ja, v zadnjih 30 letih je bil na področju demence kar velik biološki preboj. Mi danes razumemo pravzaprav, kaj se dogaja v možganih in to ni samo neka skrivnostna bolezen, pri kateri pravzaprav ne moremo nič narediti, ki je obsojena na stigmo in na pravzaprav nek znanstveni nihilizem. Mi danes zelo dobro vemo, kaj se v možganih dogaja. Vemo, da prihaja do motenega prenosa signalov med nevroni, med možganskimi celicami. Vemo, da se to zgodi zaradi neravnovesja bioloških prenašalcev. Vemo pa tudi, da se v možgane pravzaprav že kar desetletje ali 2 prej pričnejo nalagati ene posebne beljakovine, ena izmed njih se imenuje amiloid. No, tam na prelomu stoletja smo začeli demenco prvič zdraviti, vendar smo se dotaknili predvsem enega vidika teh bioloških motenj in to je vidika teh
tega neravnovesja bioloških prenašalcev, ki so povzročili, da stiki in prenos signalov med nevroni ne teče tako, kot je tekel v mladosti. To so zdravila, ki so danes že dolgo utečena, ki bodisi zvišujejo en kemični prenašalec, ki ga imenujemo acetilholin, ali pa znižujejo enega, torej drugega, ki ga imenujemo glutamat. In tudi v Sloveniji moramo reči, da smo bili med prvimi, ki smo ta zdravila uvedli, imamo veliko izkušenj. Zdravila pri tretjini bolnikov dobro torej delujejo, jih lepo izboljšajo, pri kakšni tretjini dosežemo to, da se stanje umiri za leto, 2, morda 3, pri kakšni tretjini pa nažalost ta zdravila ne pomagajo. Prvič smo pa sedaj pred neko skoraj da revolucijo v zdravljenju Alzheimerjeve bolezni, ker prvič uvajamo zdaj zdravila, ki neposredno posegajo v osnovni biološki mehanizem, in to je to, da pravzaprav odstranjujemo te, pod narekovajem, hudobne beljakovine, ki se s starostjo, posebej pa z Alzheimerjevo boleznijo, kopičijo v možganih. Gre v osnovi za protitelesa, ki prepoznajo in nato tudi odstranijo te beljakovine. Poznamo jih kar nekaj, za Slovenijo zdaj so pomembna imena, kot so lecanemab, kot je donanemab. No, in ta zdravila so ugotovili v velikih študijah, da pravzaprav so zelo dobra za bolnike v zelo zgodni fazi bolezni, bodisi da gre za blago kognitivno motnjo ali pa da gre za začetno demenco. Pri lecanemabu so bolniki napredovali približno 27% počasneje kot na placebo, in pri dodanemabu je bil ta procent celo višji, 32 do 35%. Kaj to pomeni? To seveda, čeprav nas ti podatki nadajajo z upanjem, moramo biti realni. Ne gre za povrnitev v prejšnje stanje, ne gre niti za zaustavljanje na tej točki, ampak gre za upočasnitev bolezni. A tudi ta upočasnitev pravzaprav pomeni pomemben premik. Če je morda bolnik, ki danes zboli za demenco in ima recimo 70 let, obsojen na to, da morda pri 74 ali 75 ne prepozna niti svojih otrok, niti svojega obraza v ogledalu, se temu sicer ne bo mogel izogniti, vendar bo to prišlo dosti kasneje, morda v 80. letu njegovega življenja. Najlepša hvala. O dejavnikih tveganja in priložnosti novih zdravljenj pa bo spregovorila izredna profesorica dr. Milica Kramberger iz Nevrološke klinike. Izvolite. Hvala lepa. Ja, kot zdravnik klinik pa seveda vidimo v ambulanti množico teh posameznikov, ki prihajajo z vprašanji že zdaj, ko zdravila še nimamo, in upamo seveda, da bo čas, ko bomo dejansko ga lahko predpisali, da se bo ta čas zgodil kmalu. Vidimo pa zelo različne težave, zelo različne faze bolezni, in konkretno na nevrološki kliniki vidimo seveda zelo veliko bolnikov, ki imajo zelo zgodno obdobje bolezni, kot je profesor Pirtošek povedal. To je proces, ki se dogaja mnoga leta v možganih, in mnoga od teh let, mogoče celo 10 ali pa pri kakšnem človeku še več let, se znaki te bolezni navzven oziroma jih ne poznajo, oziroma jih bolnik tudi sam ne prepozna. In potem se razvijajo težave zelo postopno in počasi. In ko so prisotne, in ko jih je malo, je seveda pravi čas, da človek dobi odgovor, ali je to morda znak bolezni, ali je možno kaj ukreniti in ali je mogoče to Alzheimerjeva bolezen, ki bi jo lahko morda s temi novimi zdravili, ko bomo dobili priložnost, zdravili. In
Kot rečeno, zelo veliko oseb je že zdaj napotenih v ambulante v različnih fazah, k nam zelo veliko v zgodnjem obdobju. Pričakujemo pa, da se bo to spremenilo, ko bodo dejansko zdravila na voljo pri nas, bo pa verjetno še več oseb napotenih. In če bi statistično preračunali, koliko ljudi v naši državi bi teoretično lahko bilo kandidatov za tako zdravilo, je ta številka ogromna, je čez 40.000 oseb. Ne? Ampak seveda vemo, da vsi ljudje ne iščejo pomoči in tudi vemo, da je vsak od nas različen in da imamo zelo različne pridružena stanja in smo tudi različno stari in množica dejavnikov vpliva na to, kdo išče pomoč, in pričakujemo, da v končni fazi v vsej tej velikem številu ljudi, ki bi lahko imeli to bolezen v zgodnjem obdobju, bo vseeno ta številka oseb, ki bodo iskale pomoč zelo velika in pričakujemo, da bo potrebno naš zdravstveni sistem oziroma naše ambulante temu prilagoditi, zato da bomo dejansko pravi čas prepoznali in uspeli usmeriti posameznike v pravi diagnostični postopek. Zakaj? Ker da lahko sploh razmišljamo, da bi tako zdravilo nekomu, ki ima blage težave ali pa začetno demenco dali, moramo biološko potrditi, da gre res za Alzheimerjevo bolezen. In zato so potrebne dodatne preiskave, na eni strani slikovne, na drugi strani krvne in tudi preiskave možganske tekočine. In pridružene bolezni so tudi tiste, ki bodo določale, ali je nekdo kandidat za to zdravljenje ali ne, tudi pridružena zdravila, ki jih posameznik ima. In ne samo to, tudi to, kako je v genih zapisano tveganje za razvoj te bolezni Alzheimerjeve. Namreč ena od pomembnih omejitev za uvajanje tega zdravljenja bo tudi zapis posameznika za eno od beljakovin, ki je ključna, ki se imenuje ApoE, ki je ključna v tem komplikacijah, ki lahko nastanejo ob tem zdravljenju, in tisti posamezniki, ki imajo 2 kopiji tega zapisa E4, apolipoproteina E, nažalost pri njih bo tveganje oziroma je tveganje preveliko, da bi tako zdravilo uvajali. Kaj se namreč lahko zgodi? Lahko se zgodi, da ob takem zdravljenju pri takih posameznikih lahko pride do majhnih možganskih krvavitev ali do otekline. In seveda tega nihče ne želi, zato bo torej ta izbira oziroma presoja, komu bomo tako zdravilo varno lahko uvedli, bo zelo natančna in kot rečeno, zahtevalo pa bo tako uvajanje zdravljenja veliko prilagoditve zdravstvene poti bolnika. Tako da pričakujemo, da se bo to zdravljenje začelo samo na 2 lokacijah v državi, v Ljubljani in Mariboru, in da bomo, kot rečeno, upamo, da s pomočjo ostalih vključenih v zdravstveno oskrbo, tako družinskih zdravnikov kot ostalih kolegov, nevrologov, psihiatrov in drugih specialistov, tudi okrepili to znanje, kdo je pravzaprav tisti, ki ga naj napotijo naprej in kako naj ta pot najbolj ustrezno poteka, zato da bo dejansko možno tako zdravljenje uvesti. Potem pa naslednja stvar, ki pa jo ne smemo pozabiti, je pa to, da, kot rečeno, bo lahko to neka manjša skupina oseb zdravljenja, naprimer možnosti sedaj ne dopuščajo, da bi sploh lahko tako uvedli to zdravljenje, se pravi, moramo se reorganizirati, potrebujemo dodatne kadre, potrebujemo tudi dodatno opremo in pričakujemo, da nam bo država oziroma Ministrstvo za zdravje pri tem priskočilo na pomoč.
Ko bomo pa to dosegli, pa seveda bo pa še zmeraj zelo pomembno vedenje, da ljudje, ki nimajo težav, ki so samo radovedni ali je morda v njihovih možganih že bolezen, taki niso ustrezni kandidati za ves ta postopek, ampak torej nismo še na tej točki, da bi ljudi presejalno celo populacijo v Sloveniji, ki je starejša naprimer od 65 let, presejali, tako kot se to dogaja v drugih presejalnih programih, ki so za iskanje možnih procesov raka. Tako da mi se zelo veselimo te izjemne velike možnosti, ki je pred nami. Vemo, da ponuja veliko upanje, hkrati pa v izogib razočaranjem oziroma dejstvu, da velikemu številu bolnikov z demenco v državi pa vseeno tega ne bomo mogli ponuditi, se pa moramo zavedati, da lahko pa veliko drugih stvari še zmeraj naredimo. Ko še nismo bolni, lahko izberemo zdrav življenjski slog, dober skrb za ustrezne navade v življenju, skrb za to, da če imamo bolezni, da so čim bolj ustrezno zdravljene kronične bolezni, potem ko pa je bolezen že prisotna in je mogoče v bolj napredovali fazi ali pa druge vrste demence, pa so seveda drugačni pristopi, ki jih tudi je potrebno nasloviti in ti ljudje morajo iskati pomoč in tudi za njih moramo imeti v tem našem zdravstvenem sistemu priložnost in prostor in čakalno vrsto oziroma možnost, da pridejo v obravnavo. Hvala. Najlepša hvala. Izjemnega pomena za osebe z demenco je celostna obravnava. Potem bo povedala docentka doktorica Polona Uspelo iz Psihiatrične klinike v Ljubljani. Hvala za besedo. Pozdravljeni. Jaz se pridružujem temu veselju nad prihodom novih zdravil za Alzheimerjevo bolezen in seveda izjemnemu pomenu urejanja boljšega dostopa do diagnostike. In v zvezi s tem morda omenim, da na Univerzitetni psihiatrični kliniki uvajamo ločene čakalne vrste za to, da bi lahko tiste, ki imajo res zgodno stopnjo kognitivnega upada, diagnosticirali prej in da v luči tega, da če bodo kandidati za nova zdravljenja, bodo prišli do ustreznega zdravila dovolj hitro. Zdaj, ne glede na to, pa vsako leto se trudimo izboljšati tudi obravnavo za vse tiste premnoge, ki jih je dr. Kramberger omenila, bolnike z demenco ob Alzheimerjevi bolezni ali pa kakšno drugo obliko te bolezni, ki pa ne bodo kandidati za zdravljenje z novimi zdravili in v luči te zgodne diagnostike, ki jo zelo poudarjamo, se moramo zavedati, da bomo seveda dobili še večje število diagnosticiranih ljudi in ima tu sekundarna preventiva bistveno vlogo, ne le zgodne odkrivanje, ampak predvsem preprečevanje napredovanja in zapletov bolezni, ki še dodatno ogrozijo lahko kakovost življenja in samo ena od možnosti v tej multidisciplinarni obravnavi je pravočasno prepoznavanje in obravnava tudi prehranskih tveganj in težav in s tem ne mislim samo na preventivne, ampak resnih prehranskih težav, kot so podhranjenost, sarkopenija, motnje požiranja in v zvezi s tem usmerjamo nekaj več moči tudi v to fronto na kliniki in v sodelovanju z Univerzo na Primorskem en raziskovalni projekt pričenjamo, kjer bi želeli poglobljeno ugotoviti, kakšno je prehransko stanje pravzaprav starejše naše populacije, zlasti tistih z demenco. Bomo preučevali razširjenost sarkopenije, disfagije, drugih težav, s ciljem seveda, da bi izdelali klinično pot, ki bi lahko celostno prehransko podporo nudila in razvila model za zgodne prepoznavanje tveganj, ki bi ga lahko tudi na druge ravni zdravstvenega varstva širili. In z izboljšano diagnostiko in boljšimi napovedmi o poteku, hkrati pa s tem, da učinkovitejše obvladujemo pridružene bolezni, res lepo število ljudi doseže visoko starost in živi dlje, kar se pa pozna tudi vsako leto pri obravnavi naših pacientov in urgentnih pregledov, je pa res iz leta v leto več. Samo v letošnjem letu smo v primerjavi s primerljivim obdobjem lani skoraj podvojili število tistih, ki so nujno potrebovali urgentno hospitalizacijo ali zaradi
nekih duševnih težav pridruženih ali telesnih, ki so se kazale kot duševne, in na 90 obstoječih postelj lahko sprejmemo zgolj določeno število ljudi in se ta delež ljudi z demenco v primerjavi z drugimi diagnozami kar znatno povečuje z leta v leto. Ključna stvar, ki bi jo pa danes želela poudariti, pa je, da v Sloveniji še vedno ni ustrezne in formalno urejene paliativne oskrbe, posebej namenjene tej skupini ljudi oziroma bolnikov, čeprav so potrebe iz dneva v dan večje in bodo zagotovo kljub vsem preventivnim naporom še naraščale. In prav zato je ena izmed ključnih prioritet tudi v Univerzitetni psihiatrični kliniki v letošnjem letu načrtna vzpostavitev paliativne obravnave za ljudi z napredovalimi stopnjami demence in bi radi v resnici omogočili čim večjemu številu bolnikov dostop do ustrezne in sočutne podpore, tako bolnišnično najprej, pa radi bi pa seveda dosegli tudi tiste na domu. Šele začenjamo na tem področju, ampak verjamemo, da če bomo sprotno prilagajali model tako bolnikom kot njihovim svojcem in v sodelovanju z drugimi inštitucijami tudi lahko postavili ene temelje za sistem, ki ga pa nujno potrebujemo. In to smo zapisali vsi prisotni tudi v strategijo za obvladovanje demence do leta 2030, kjer smo v bistvu izboljšanje dostopa do paliativne oskrbe za osebe z demenco izpostavili tudi kot enega ključnih ciljev celostne in dolgotrajne podpore v vseh fazah bolezni. Zdaj ob vsem napredku na področju diagnostike, da sklenem misli verjetno vseh, in nove možnosti zdravljenja in celostne obravnave, res smo lahko optimistični glede na, lahko gledamo z optimizmom na to, kar prihaja, imamo nova zdravila, dostop do diagnostike, ki je vse hitrejši, inovativne modele oskrbe in trudimo se res skrbeti tudi za tista področja, ki so bila morda prezrta ali pa so več raziskovalne pozornosti in rezultatov deležna v zadnjih letih, in jaz mislim, da s skupnim prizadevanjem nam bo uspelo res izboljševati kakovost življenja ljudi z demenco vsako leto. Hvala. Najlepša hvala. Za konec pa nas zelo veseli, da je z nami tudi gospod Tomaž Gržinič, ambasador Spominčice, ki lahko pove tudi lastno izkušnjo z demenco. Izvolite. Ja, jaz imam rad veliko med ljudmi biti. In to je me rešval skozi, ne. Ko sem imel prijatelje, tudi polk sem imel malo bolj slabše, posod sem hodil, ne. No, tako da to je bilo mislim, jaz sem imel zmeraj prijatelje, ne. Ampak tako je veliko, da smo kam šli pa to, ne. Pa smo ping-pong ligo, jaz sem ligo igral ping-pong, tam že itak je poln ljudi, ne. Pa so dvojice, ne. In takrat se je meni to počasno, ampak skozi so bili prijatelji, skozi nekako, ne, in potem sem na tenis prišel, isto, nikoli se ni nič, da bi samem bil, ne, tega se jaz najbolj bojim, ne, ampak tega srečo nisem imel, ampak smo imeli prijatelje, pa so tudi dobro vedeli, da, ko smo iz leta šli skup, ne, je vsak vedel, da ima malo to težavo, ne, nič niso zajebavali me, ne, tako, malo tako, kakšne hecne so rekli zaradi demence, ne, ampak ni bilo pa tako, da bi željivo bilo, ampak smo pa veliko hodili skupaj, ne, in zmeraj je... Tenis si igral do nedavnega, pravi tenis. Potem je ping-pong nehal, ne, sem tenis začel, ne. Ne, obratno, tenis si nehal, ta pravi, zdaj pa ping-pong v domu Fužine. Ja, čakaj, najprej je bil ping-pong, sem ligal, imam ne vem koliko pokalov, ampak zdaj, no pa je bilo zdaj tenis, ne, pa sem pa tole, pa ne morem tenis igrati, ne, ampak zdaj, ko sem pa v domu, ne, pa tisti ping-pong igram, nekaj to, ne. Ampak zmeraj sem imel prijatelje, da smo hodili, pa vse, pa veliko govorili, pa ko smo igrali, so rekli, da jaz bi bil tudi rad, bi imel tudi tako bolezen, ker tako dobro igraš, ne, pa tako, veš, sami štosi so bili skozi, nič tizga, veš, ne, jo, jaz sem pa revaš, pa kaj pa je s tabo, ne, vsi, en drugega so vsi zajebavali, ne, v bistvu, in nikoli nisem imel neka žalost, ne. Je pa res, da sem, jaz so, in oni so imeli, skozi sem imel neke prijatelje, ne, malo se je spreminjali po tenisu, tretjega dol, ne, ampak zmeraj so mi pomagali, ali pa niso me žalili, ali pa karkoli nič. Povej, kako je v Fužinah, kako živiš zdaj tam? Fužina je pa spet, je pa tak dom, da se vsak dan nekaj dogaja, na izlete gremo,
Jaz vprašam, če grem lahko s kolesom do Ljubljane pa nazaj. Do Spominčice in nazaj? No, pa do Spominčice, ki je vmes, se tam ustavim, ne, seveda se ga napijem tam. Napije se kave. Kave, ja. Ali se heca. No, ja, seveda. No, in skozi, na koncu je pa še to najlepše zdaj, ne, ker sem pa šel v dom, ne, je pa to en tak, skozi se nekaj dogaja, skozi. Povej, zakaj si šel v dom morda? Zakaj si pa šel v dom? Ja, zato, ker sem sam ostal doma. Jaz sem zmeraj prej bil z nekom, ne, da na koncu je bilo pa to, jaz sem vedel, da če me doma. Si rajši šel v dom? Ker tudi tisti prijatelji, ki smo skozi bili, je samo v ponedeljkih se včasih dobimo v šestici, drugače pa ni več tega, ne. In potem tam bi doma tam visel, pa žalost. Skratka, to je primer, kako v domu tudi lahko človek dobro živi. Ker tudi do odhoda v dom so veliki predsodki. Ta dom je pa tak, da se toliko dogaja, da si skozi pa izleti, pa v Ljubljanci grem jaz zmeraj hodim. Popoldne grem s kolesom tle, pa se malo preneh ustavim, pa grem pa do tabora, tam, kjer sem stanoval, pa se tam usedem. Ampak to moš sam delati, ne. Zdaj odvisen, kakšen ga imaš, ne. Koliko imaš hudega, ne, to je to, ne. Pomembno je, skratka, da sprejmeš bolezen. Tudi on je to sprejel že pred 7-8 leti, ko si dobil diagnozo. In takrat nisem hotel, eni polk se vase potegnejo, ne, jaz sem pa z vsemi prijatelji in smo se s to demenco same vice imeli, en med sabo, ne. Nič niso žalili, ne, ampak če sem kakšno tako, nič niso, jaz so bili sami heci. Tako srečo sem imel s takimi prijatelji, ne. Se je eden rekel, zakaj jaz nimam demence, ker bi sigurno tudi tako dobro igral kot ti. Pa tako, sam smejali smo se s temo, ne. Nič ni bilo tistega, da te kakšen kaj zajebava, ne. Skratka, dobro je, če demenco sprejmeš ti, ko zboliš, in tudi tvoja družba in tvoja družina. To je sreča. Sploh tabletna rabim, pa z njimi sem skozi lepo, tako lepo. Še to, da poveva, ko si dobil diagnozo, pa so ravno ena avstralska Slovenka hotela imeti izjavo bolnika. Nismo imeli nobenega bolnika, ki bi kaj izjavil. Pa smo napisali izjavo svojca. Reka, ne, bolnika rabimo, no. In je prišel Tomaž in je on pol napisal zelo lep tekst. Odkar sem dobil diagnozo, se je moje življenje spremenilo na boljše. Vse si beležim, prijatelji me niso zapustili, dobil sem novo prijateljico, ki me ne bo zapustila do smrti, razni štosi padejo med prijatelji, ampak naj tako traja. Tako je rekel in tako traja že 8 let. Tako vidite, da se splača in dobro povedati tudi drugim bolnikom in drugim družinam, da če bolezen sprejmeš, lahko bolezen dosti bolj počasi traja in človek živi dosti kvalitetno. Ne sme se zaprt, ne. Če se zaprt zaradi tega, ker imaš zdaj to, pa rečeš, da benem se ne upa. A veš, ne, sam moš, seveda, če imaš dobre prijatelje, ne, pol še oni zmeraj pravijo, jaz sem tudi že malo pa tako, veš, nič ni žalitev bene, ne. Sam še smejali smo se do zaradi tega. Povej, kje ste bili na trgatvi? V domu ste šli na trgatev? Ja, zdaj smo vin naredili včeraj. Tam z avtom nekam je pelil ta kaj in tam smo 2 ure nabirali grozdje in nazaj pa šli, včeraj pa danes smo pa vin naredili. Tisti, ki najprej stisnem, pa tret, in pol zdaj že noter zlivali, to je bilo vse. No in to pa, in pol vin naredijo in pol lepo vse, čist da pol, pa veliko ljudi je tam in vse sote so, jaz sem, se pravim. Tako da življenje v domu ni slabo, ne? Ampak je dobro. Tak človek sem bil, sem skozi hotel z ljudi biti, pa to in sem pa res srečo imel, ali pa oni tudi, da so mene, zmeraj smo se dobro imeli, nikoli ni bilo. Če pa kakšen težek človek bil, pa je tako, če bi kakšen težak. Dobro, evo, zdaj ste slišali, kako to je, če imate še kaj vprašanj, Tomaž rad odgovori še na marsikaj. Nekaj res, lahko bi jaz se takrat, ko bi videl, kako je, ne, da bi se zaprl, ne, zato, ko se bal, ker bi bo kakšen zajebal, veš to, ne, to je najhujš, ne, ker se eni zaprejo, ne. To je redek primer, da je tako vesel in zadovoljen in živi tako. Zato pokažemo kot primer, da se splača slediti takemu. Sprejeti bolezen in ostati aktiven. To je bilo blazno dobro, da sem jaz te prišel, ker smo kam vseh s tabo sem hodil. Prišel je pa točno na Spominčico vprašati za nasvet. Zgledal je pa, kot da mu čist nič ni. Smo ga poslali k zdravniku
Ameriko na psihiatrijo, ker je seveda so gotovili, da je začetna faza demence in takrat bi ti novo zdravilo najbolj koristilo, če bi ga imeli. Ta zdravilo je bilo najbolj čuk, sem s tabo hodil. Zdravilo nisem nič. Jaz sem nič, meni zdravilo. Evo, že vprašaj, je tam nekaj. Jaz sem se bal. Čakaj, ti vprašaj. Teh zdravila, v bistvu. Čakaj, zdaj Prej ste rekli, da to ste začeli zdravljenje v Ljubljani, Mariboru. Kdaj točno pa je to predvideno? A zdravila? Ja, točno datuma oziroma točnega termina ne morem povedati, ampak predvidevamo, da bojo postopki na vseh teh organih, kjer morajo steči, na javni agenciji za zdravila in na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in povsod druge, kjer pač ministrstvo, kjer je potrebno presojati o tem, da bo to steklo v naslednjih mesecih, upamo, da bo tako. V tem času pa seveda tudi pričakujemo to, kar smo v procesu dogovarjanja oziroma v procesu izvajanja skupaj z Ministrstvom za zdravje, da bomo lahko na teh dveh lokacijah tudi pripravili pogoje za to, da se bo dejansko to lahko potem začelo izvajati. Začelo se bo izvajati postopoma, se pravi počasi, z manjšim številom ljudi, zato da se bomo tudi na to proceduro, ki zahteva precej natančno spremljanje, oseba pride 2-krat na mesec na infuzijo, bo prišla v center 1 uro, teče ta infuzija tega zdravila. Predtem je potreben seveda pogovor, potem je najprej potrebna natančna diagnoza, potem pa zelo natančno spremljanje, tudi z magnetno rezonanco. Če tudi bolnik največkrat, torej v veliki večini ni stranskih učinkov in ni nobenih težav, je samo spremljanje, ampak lahko pa pride torej do kakšnih komplikacij, ki jih moramo seveda pravočasno prepoznati. In zato je ta procedura tako zelo natančna, priporočena, tudi drugje povsod po svetu je tako priporočeno. Ampak kje po svetu že trenutno uporabljajo ta zdravila? Ali v bistvu to, mogoče so v Ameriki že? V Ameriki že dolgo uporabljajo, že več kot 2 leti, zdaj pa že 3. leto teče. V Avstriji uporabljajo, torej Evropska agencija za zdravila je odobrila in potem tudi Evropska komisija je odobrila to zdravilo Lecanemab v začetku tega leta. Tudi drugo zdravilo Donanemab je odobreno, čaka še na Evropsko komisijo, da tudi to odloča o tem, potem bosta verjetno na voljo obe, malo se razlikujeta. In kot rečeno, to prvo zdravilo Lecanemab uporabljajo naši sosedi v Avstriji od avgusta dalje, v Nemčiji od septembra dalje, v Veliki Britaniji že skoraj 1 leto in tudi v drugih evropskih državah se bodo verjetno začela zdravljenja v naslednjih mesecih. Ampak ko seveda vsaka država, jaz natančnih postopkov ne poznam, ampak vsaka država ima proceduro, kateri sledi, preden dejansko neko zdravilo pride v uporabo. No, to zdravilo so začeli uporabljati že Amerika, Japonska, Kitajska, Izrael, Južna Koreja, skratka skoraj 15 držav je pred Evropo začelo to zdravilo uporabljati in so že kar izkušnje in vidi se tudi stranski učinki, ali so res veliki ali niso, skratka napredek je. In vedno več držav uporablja to zdravilo, kar kaže na to, da je pozitiven učinek.